Dobrodošli na Soul Room Show. Še en teden je okrog, hitro minevajo te dnevi, posebno zato, ker so vroči in nam dajo občutek, da se nekaj dogaja. In kaj točno se dogaja, je naš premalo ozaveščen, da bi to znal povedati. Zato v našem razumu ni razlage za to, kaj se v tem trenutku res dogaja, kaj je s to vročino, ali je ta vročina res taka, kot je, ali je mogoče s to vročino nekaj narobe. A se vi tudi v teh dnevih tako počutite, kot da smo v eni mikrovalovki? In a res ta vročina je naravna? Ali je tudi tokrat na delu poigravanje z energijo, z vremenom in še s čem drugim? In če tudi vi čutite, da je, kaj bomo naredili? A bomo kaj pri temu lahko naredimo kaj? A je možnost, da če se povežemo v tej miselnosti, da moramo nekaj spremeniti, da je moč? Jaz v to verjamem. Zato vas tudi pozivam, da na današnji dan skupaj naredimo eno tako močno povezavo, v katero bomo dali namero, da se vse te stvari, ki so na zemlji in niso ta prave in so škodljive in so slabonamerne, da se bodo morale ustaviti. A ste kdaj razmišljali, da imate to moč, da lahko doprinesete k tej spremembi, da se nekaj v tem svetu, ki je poln različnih vplivov, skozi več, nekih ozadij, s katerimi se nas programira v glavi, v umu, v občutkih, v čustvih, v vsem, kar je mogoče, a res smo nemočni? To sem vas na eni oddaji že vprašala, ampak vas spet, smo res nemočni? Ali je samo stvar tega, da mislimo, da smo nemočni, in ker nismo vzgajani v tem, da imamo kakšno res moč v sebi, se s tem niti ne ukvarjamo, kaj bi pa mi lahko doprinesli k temu. Ampak jaz verjamem, če boste na vseh koncih začeli verjeti, da imate to moč, da s tem, ko se povežemo, skupaj ustvarimo še več te moči, da ustavimo to, kar se dogaja na zemlji. Jaz to čutim od malega, da je treba nekaj ustaviti. Jaz od malega to čutim v srcu, da sem tukaj z namenom. In verjamem, da še kdo od vas to čuti. In mogoče ni našel svoje vloge v tem trenutku in sploh s temi vplivi, katerimi živimo, težje čutimo samega sebe, težje se na nek način pozicioniramo v nekaj, kar je naše, in bolj razmišljamo tisto drugo, kar ni naše, ali pa čutimo to drugo, kar ni naše, in tistemu posvečamo žal preveč pozornosti. Ampak, dragi moji, če mi prihajamo iz tegale univerzuma in smo del tegale univerzuma, potem je tudi v nas moč tega univerzuma. In če tudi vi gledate v nebo in se sprašujete, a je dom, ki ga imate tam gor, a je tukaj na zemlji, verjetno, da ne. Ker če se danes tukaj na oddaji srečamo ali pa na kakšnih drugih oddajah, potem verjetno tudi vi čutite, da ta dom tukaj na zemlji ni vaš. Kje pa je potem naš dom? Kje pa smo nekoč mi bili in smo se počutili kot doma? Tukaj na zemlji zagotovo ne. Ker Zemlja je en tak res da čudovit planet, krasen planet, ampak ni planet, ki bi bil naklonjen duhovnim esencam. Niti ne tistim, ki imajo v sebi še to čutenje, da Bog obstaja, da obstaja višja sila. Eni ne marate besede Bog, pa lahko govorimo o višji sili, o stvarniku, karkoli. Ampak če čutite, da to obstaja in ste vi del njega, in smo mi del njega, torej lahko nekaj dosežemo, da se bodo te grdobije, ki se dogajajo na zemlji, začele počasi odstranjevati. Saj se. Nekako v ozadju
je sprememba, ampak premajhna, da bi bila našim očem očitna. In nažalost, tako kot sem tudi prejšnjič na oddaji rekla, je ta druga plat teme v zadnjem obdobju zelo agresivna in pravzaprav še bolj izrazito poskuša pokazati, da je močna. Ampak to ne drži, to so samo zastraševanja, to so samo poskusi, da se nas nekako da v manj vrednostni položaj. Jaz vam pa povem, da mi smo močni, ker je v nas stvarnikova energija. V nas je ta vesolje, kozmos, kakorkoli mu rečete. In dajmo se opreti na njega in mu dati možnost, da se čez nas izrazi. In v imenu tega, kar ni naš kar ni naša osebna moč, delujmo. In delujmo v dobrobit nas samih in matere zemlje. V dobrobit tega človeštva. Ne zgubimo upanja. Ne se sprijazniti s tem, da bo umetna inteligenca prevladala vsa področja našega življenja in da ne bo več živega človeka. Ne se strinjati s tem. Bodimo mi prvi revolucionarji, kličem tiste, ki se čutite, da ste poklicani k temu poslanstvu in ki ne veste, kako bi to poslanstvo živeli, da se v srcu odločimo, da ta svet bo za nas. Za koga torej? Za tiste, ki smo povezani z izvorom, ki smo povezani s to čudovito božansko energijo, katero do zdaj ni bilo možno živeti na zemlji že dolg časa. Ne? In ker smo v prelomnem času, potem se pa zbudimo, potem pa začutimo, da lahko rečemo, ja, ta zemlja je zdaj zato, da se božanska luč tukaj lahko izrazi, živi in deluje, in da deluje čez nas, ki smo ne od sveta tukaj, ampak od drugje. Tako kot je rekel Jezus, moje kraljestvo ni od tega sveta. To večkrat ponavljam. In še enkrat, če tudi vi čutite, da vaše kraljestvo ni od tega sveta, potem je pa nekje drugje to kraljestvo. Kaj pa, če to kraljestvo prihaja zdaj na zemljo, tukaj in sedaj? In ste vi že del tega kraljestva, pa tega ne veste? Kaj pa, če je stvar samo v tem, da si to upamo priznati in da si upamo reči, to je zdaj za nas čas, ki smo ga toliko težko čakali. Ta čas je zdaj tukaj, da se zbudimo in da dojamemo, da mi nismo ta zemeljski človeški jaz, v katerem je vse možna jada in samo pritoževanje in smo samo polni nekih dram in skrbi in strahov. To nisem jaz. To je samo ena struktura, ki je oblikovana in je dana v mene. Dajmo se ločiti od tega. In kadar začnem razmišljati, koliko je vse narobe, kaj mi vse gre na živce, kaj me vse moti, se spomnimo, to nisem jaz. To nisem jaz. Kaj sem pa jaz? Jaz sem zavest. Jaz sem zavest enosti. In to ni več, tu ni več trpljenja. Tu ni več potrebe, da se še kjerkoli zadržuje moja energija v smislu preteklosti ali prihodnosti ali nečesa, kar je bilo do nedavnega še glavna pomembnost mojega življenja. Ker tukaj, v tem času, sedaj in v tem svetu, ki nastaja, ljubljeni moji, je pomembno samo tvoje srce, naše srce. In tukaj je tisti prostor, center, odkoder naj mi začnemo delovati. Ker naša glava tega sveta, ki je za nas tukaj pripravljen, ne pozna. Naša glava nima prevajalnika, ki nam bi lahko povedal, kaj je ta novi svet. Naša glava ne pozna, nima teh informacij. Ona hoče, ali nas v to prepričuje, z drugo besedo, da mi živimo po ustaljenih tirnicah, tako, kot smo bili navajeni, tako, kot smo se naučili, ampak si pa želimo seveda nekaj božga. Ne? Želimo si pa nekaj božga, lepšega, to pa bi. Verjamem, da vsak od vas zaznava v sebi ali pa čuti to željo, ja, jaz bi ta svet, jaz bi živel v tem svetu, jaz bi živel v svetu ljubezni, jaz sem ljubezen. Ampak, a smo mi s tem usklajeni? Ali smo s tem kozmičnim
zakonom ali zakoni, ki vladajo kozmosu, mi usklajeni, ali smo usklajeni s temi zakoni Zemlje, ki nas prepričujejo, da smo grešniki, ker nam je to že iz religije prišlo, ker nas prepričuje, da smo mi slabi, da nikoli ni nič dobro ne naredimo, da imamo polno enih manj vrednostnih kompleksov. To so nas naučili, to so nam predali, ampak to je laž. To je čista, popolna laž. Zato, ker s temi občutki smo mi lahko podrejeni. Če ne verjamemo v sebe, če nimamo ljubezni do sebe in če ne verjamemo, da smo dobri, ja potem se bomo pa hitro podredili in bomo druge častili in bomo častili tiste, ki jih imamo, da so pametni, da so čisti, da so, ne vem, duhovni. A vi veste, kakšen fejk, oprostite izrazu, je v tej duhovnosti? Velika večina tistih, ki govorijo o sebi, da so razsvetljeni mojstri ali skoraj razsvetljeni in da so nekje, ne vem, ki je že Bog ve, ki je v teh visokih stopnjah zavestih, so v resnici tema. Kajti tema se preobleče v luč. Zato je ogromno naših idej, naših predstav, naših vizij celo pod vprašanjem. Ker ko se nam pojavljajo v tem prebujanju same naše duhovne esence določene vizije, določene podobe, a se vprašamo, je to res? Veste, kolikrat se preobleče v to lepo energijo tudi Kristusa, Marije, demon? Veste, kolikrat nas zavedajo ta druga, bom rekla, druge, kako naj temu rečem, drugi svetovi, ki jih ne poznamo. Ogromno krat. In mi, ki smo v prebujenju, ki bi radi vse naenkrat, radi bi vse videli, radi bi vse čutili, radi bi vse bili, ker bi radi komplekse svoje z nečem nahranili, ker bi radi svojo manj vrednost, svoje primanjkljaje z nečem nahranili, mi bi radi bili pomembni. Naša edina želja človeškega jaza je pomembno, zapomnite si, vsak človek si to želi, priznali ali ne, vsak bi nekaj rad bil, vsak bi rad bil viden, vsak bi rad bil opažen, vsak bi rad nekaj imel, zakaj reče, to sem jaz. Pa to rabimo? Ne rabimo tega. Tega absolutno ne rabimo, ker nam je vse to v breme, ko razvijamo svojo zavest in moramo v resnici to vse pustiti. Ker na karkoli smo se navezali, mi se tudi zelo dobro lahko navežemo, da imamo neke duhovne darove. Mi se lahko zelo navežemo na to, da zdaj pa mi smo neki drugačni, ker neki vidimo, neki čutimo, neki vemo. Ampak koliko je širina te duhovnosti in koliko mi v tej širini res vidimo, vemo in znamo. Čist malo. Tega je ogromen. Duhovnost je najbolj spolzki teren. Na tem se lahko še najboljši nameni spremenijo v slabe namene. In na tem teritoriju, ki je relativno nepoznan, kamor stopimo in si želimo nekje nekaj dobiti, in imamo mogoče res veliko senzibilnost, imamo večje zaznave, zdaj bi mogoče ta nižji jaz to rad zase. Kompenzacija, dragi moji, to je za marsikoga kompenzacija, za večina ljudi, ki če to odmaknemo stran, so popolnoma nebogljeni, nimajo nobene lastne samozavesti, nič od tega, ampak je pa dober občutek ljudem daje, da so pomembni, da pridejo k njim ljudje po nasvete, da hodijo k njim, da se lahko z nečim oponašajo. Zato je v tem duhovnem svetu veliko stvari, ki niso take, kot se kažejo na prvi pogled. In veliko ljudi govori danes o Bogu, o božanskosti. Veliko ljudi govori danes o ljubezni. Pa mi vemo, kaj je ta ljubezen. A mi to, kar je zelo neprecenljivo in je božansko, res lahko najdemo v eni strasti? A lahko to res najdemo ali pa celo govorimo, da je ta zemeljska ljubezen enako strast, enaka Bog? Ljubljeni, dragi moji, ko imaš tukaj noter to povezavo vzpostavljeno nazaj, toliko stvari odpade.
Vsa ta hrepenenja, želje, enostavno jih ni. Obstaja pa tudi možnost, da mislite, da jih nimate več in da so ta hrepenenja samo potlačena. In v prvi situaciji pridejo na površje. Jaz delam 30 let z ljudmi. In kaj sem jaz v vsem tem času doživela od popolnih šokov, ko sem videla ljudi, ko so sneli svoje maske. In ko vidim ljudi, ko snamejo maske, kaj od spod? Lahko je ta maska ena totalno ponižna oseba. Na videz. Lahko je ta maska nekaj zelo prijaznega. Nekaj, kar nas hvali, kar nam to godi, ne? Nekaj, kar nam govori same lepe stvari o nas. Ampak mi nekje v sebi čutimo, da to ni res. Paše nam, ker ego to paše. Ampak danes je popularno to, da gremo mi k človeku, ki nam bo govoril lepe stvari. Tudi jaz osebno se k temu nagibam, da ljudem govorim pozitivne stvari. Ampak ne pozabim na balans. Kaj pa je dobro spremeniti ali pa je treba zboljšati? Ker če mi smo živeli do danes tako, kot smo živeli, v enem takem svetu, ki smo ga navajeni, in razmišljanju, ki smo ga navajeni, in predstavah o svetu, ki smo jih navajeni, zdaj bi pa mi radi stopili v ta novi svet. Ne gre. Vrata novega sveta so tako kot šivanki na uhu. Čist, nizka, majhna. Zatorej mi z vso veličino svojega ega tja sploh ne moramo stopati. In moramo vse spustiti. Tisto, kar ni božansko, da mi stopimo tam, kjer je Bog. Sicer ga pa tukaj, ker smo in smo radi veliki in se radi za nekaj imamo in radi znamo pompozno predstavljati samega sebe, čutimo lahko za odtenke tega, kar je Bog. In celo predstavo o Bogu. Celo to, kako zgleda. Vse imamo mi tukaj v svoji predstavi o ideji o Bogu. Ampak ko stopiš v njegovo naročje in si tam, vidiš, da je to, kar si prej čutil, res samo približek. In ta božanski objem, v katerega si stopil ali pa stopiš, ni nobena euforija. Enostavno ni to, kar bi si mi želeli, da je Bog. Ni tisto, da mi smo čist, ne vem, euforični, da smo srečni, da je to neka čustvena zadeva. To ni čustvena zadeva. Ker prava božanska povezava in to, ko si v tej drži noter nekako eno z njim, je popolnoma nevidna fizičnim očem. In tudi ni za razkazovati, tudi ni za s tem se oponašati. Ker ko si noter, čutiš neko straho, pa ne to straho v nekem pomenu, ki si zdaj predstavljam, kaj je straho spoštovanje, ampak jaz sem doživela to straho spoštovanje na tak način, ki ga niti ne moremo pisati večkrat, ker ni beseda niti ta prava, zato ker nam zbuja nek negativen občutek, ta straho spoštovanje. Ampak to je ravno to, da se mi zavemo, da smo mi kot ljudje, te zemeljski, ki smo navajeni po rutini živeti in po vzorcih, dejansko ljudje, ki bi tega Boga najrajš imeli zase, da bi delali tako, kot mi hočemo. In da imamo vzvišen odnos do Boga, da imamo odnos, deli ti zdaj za mene, jaz sem tukaj zdaj car, jaz sem zdaj tukaj carica, daj mi to naredi, to mi naredi, to mi naredi. Ampak to je ta vzvišena, naduta drža, na katero se pravi Bog ne odziva. Ker on stopi v prostor, kjer je čisto. In kjer ni tukaj naših nadutih misli o tem, kdo smo mi. Ker tega v resnici ne rabimo, ko smo z njim. Kdo smo mi, je hrepenenje samo tukaj na zemlji. V smislu,
Neki bi radi znali, neki bi radi bili posebnega, neki bi radi bili očem ljudem prepoznavni, zato da bi imeli njihovo pozornost, ljubezen ali potrditev. Prava vrednost pa z vsem tem nima čisto nobene veze. Ker to vrednost, ki si mi želimo imeti na zemlji, je vedno vezana na ljudi. Nikoli na nas notranji občutek, ampak vedno, da nas bojo videli, da nas bojo potrdili, da nas bojo pohvalili, da nas bojo imeli radi. Zdaj si pa predstavljajte, da to razmišljajo vsi ljudje. In mi od teh ljudeh, ki isto razmišljajo, kot mi, želimo to dobiti. Potem ni nenavadno, da je non-stop neko trenje tukaj na zemlji, ker bi mi vsi to radi imeli, pa noben tega ne da, ker ne zna, niti ne zmore. Človek človeku lahko da neko pozornost, ampak temu, kar je v nas duh, to nič ne pomeni. Zato imamo mi te boje, notranje boje, ker bi radi v človeškem jazu dosegli nekaj, bili uspešni, imeli neke stvari, kot jih imajo kot drugi. Duh pa v resnici nič od tega noče. Ker za duha je to vse balast. Duha vse to obremenjuje. Duh želi samo povezavo. In ko si povezan, ti si preprost. Ne rabiš 100.000 stvari odpade. Nehamo komplicirati ali pa zmanjšamo recimo to kompliciranost, ker smo nagnjeni k temu, da non-stop iščemo nekaj, kar ni prav, kar nas moti, kar nas nervira in zato se s tem človeškim jazom non-stop ukvarjamo z drugimi. Ali v tem pomenu, da jih skozi nekaj kritiziramo, sodimo, obsojamo in se čudimo, ko so lahko taki, ali pa kaj bi mi dobili radi od teh ljudi. In zato se tokrat zgodi, da v teh medsebojnih odnosih ni tizga, kar bi mi res radi čutili kot ljubezen. Ker ta oseba, ki jo imamo zraven sebe, zelo, zelo redko je na tisti valovni dolžini, da bi se lahko o teh višjih stvarih pogovarjali, če ste med njimi, to veste, kaj pomeni. Na zemeljskih nivojih nas pa ta ljubezen skozi manj zanima. In večina žensk, zdaj bomo ženska govorila, ki prihajajo k meni, reče, jaz se nimam z mojim več kaj pogovarjati. Jaz se tudi z večino ostalim nimam več kaj pogovarjati. Jaz z mojim kaj? On je samo na kavču, pivo, fuzbal, to je vse. Mene to ne zanima, mene to moti, mene to energijo jemlje. In res ima prav. Marsikatera doživlja to moško energijo, ki ponavadi ne hrepeni po Bogu, po neki enosti, ker mislim, da je res bolj značilno za ženske, da imamo to željo. In kaj zdaj? Kako zdaj to uskladiti? Ker v bistvu mene to več ne zanima. Mene ne zanima nekaj, kar je materialnega. Skozi bolj me zanima samo to, kar je duhovno, ta moški pa samo materialno, samo to, kar je otipljivo. Kako zdaj to skupaj skombinirati? Čas je prepoznal, da z določenimi preprosto ne gremo skupaj. In v tem času, ko je pravzaprav dopust, ko imamo malo več časa zase, se velikokrat srečujemo s točno temi občutki. Jaz s tem človekom več ne morem biti skupaj. Tukaj v tej družini nekaj ne gre tako, kot bi mogli iti. Jaz tega več ne zmorem. Zdaj najbolj pogosto, da se ljudem to dogaja. Jaz ne morem tega, jaz ne morem več tega. Ne morem več na strn način. In je res, ne moremo več na strn način. Neka sila, ki prihaja od zgori, nas poriva naprej, ampak to zahteva veliko trenje, tudi bolečine znotraj nas, ker mi se moramo spremeniti, mi se moramo transformirati, mi moramo začeti čutiti drugo vibracijo. Lepote, radosti, veselja, hvaležnosti, ne drame, ne skrbi, ne bremen. Adijo, rečemo tem svetu, ne bom več v bremenih. Ne bom se več sekirala za nobenega drugega. Nobenega ne bom rešvala. Nobenemu ne bom dala pozornosti, ker jo hoče izsiliti. A je to sebično? Kaj vi pravite? Jaz mislim, da ni. To je samo začetek zavedanja samega sebe. Ko vidimo, kje je res sodelovanje energije, kje pa smo mi samo neka, če temu rečem, samo dajemo in nič ne dobimo. Ker v kozmosu, dragi moji, ni tako. V kozmosu,
V kozmosu ni tako, da jaz skozi dajem, pa nič ne dobivam. Kaj pa, če smo navajeni dajati in nam je to čisto najbolj normalna stvar in dajemo to, kar drugi hočejo od nas oziroma pričakujejo, ne znamo pa sprejemati. In je danes mogoče ta trenutek, da se zavemo tega, da pa sprejemanje pomeni tudi zavedanje, da smo tega vredni. In zato vas povabim, da se danes povežemo in da si damo možnost sploh dojeti, kaj je to sprejemanje. Da mogoče to ni stvar našega uma, ampak nečesa, kar je mnogo več. Nekaj, kar se ne dogaja v mentalu, ampak kar se dogaja v našem duhovnem bitju. In zato vas danes povabim, da gremo v to sprejemanje, da se odpremo temu kozmosu, univerzumu in da za začetek sprejmemo, da do nas stopa, da v nas stopa, da v nas pride nekaj dobrega. Nekaj, kar je za nas dobrega. In da rečemo, spustim to, kar jaz mislim, da je za mene dobro. In se odprem temu, kar je mogoče mnogokrat, 1000krat in več boljše zame, kot sem kdajkoli mislil. In ne gre ta podpora v moje srce. Naj me v mojem srcu nahrani ta nov občutek, ki ga ne pozna moj um, da lahko sprejmem in da je to naravno. In da izstopim iz vloge žrtve, preko katere sem svet doživljal in doživljala preveč dramatično. Naj torej stopi novo življenje, naj nas napolni, naj nas nahrani ta kozmična sila, ki je vse okrog nas. In naj nam povrne moči, naj nam povrne radost, hvaležnost. Odprimo se in dajmo to namero. Jaz vas spodbujam, verjamem v vas imam rada. Naj vas te besede napolnijo, da boste se tega spomnili vsak dan. Kako ste dragoceni in kako lahko brez slabe vesti rečete, tukaj sem, božanski tok, sprejmem te. Želim vam lep večer in vse dneve, ki so pred vami, da bodo usklajeni s tem, kar prihaja od zgoraj. Lep večer.